Oddaja Bravo nogomet se vrača. V sezoni 2018-19 bo oddaja bolj klubsko naravnana, še vedno pa boste lahko spremljali vse najpomembnejše dogodke v drugi slovenski nogometni ligi. V prvi oddaji gostimo glavnega trenerja Ašk Bravo, Dejana Grabiča. Predstavili bomo vse novince v njihovi članski ekipi. Ponudili pa vam bomo tudi novo rubriko Posnami sam. Tudi letos bo vaš gostitelj Srečko Ferleš. Prisrčno pozdravljeni, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Sezona 2018-2019 je praktično pred vrati, prav tako pa začenjamo z novo serijo oddaj Bravo nogomet. V letošnji sezoni bo oddaja nekoliko bolj klubsko naravnana, zato mi je v veliko veselje, da v naši prvi oddaji gostim trenerja članske ekipe Ašek Bravo, Dejana Grabiča. Dejan, pozdravljen. Dober dan. Dejan, za nami je skoraj da celotno pripravljalno obdobje, pred nami pa prva tekma druge slovenske nogometne lige v prihajajoči sezoni, pa me zanima, kako so potekale priprave in kako si ti kot glavni trener zadovoljen z opravljenim delom. Zelo sem zadovoljen, predvsem iz vidika, da smo nivo dela dvignili še za kakšno stopnjo navzgor. Se pravi, nekako organsko rastemo na vseh področjih. Tukaj v strokovnem timu smo dobili še eno okrepitev letos. To je Rok Hanžič, ki ima bogate igralske izkušnje in trenerske. Se pravi, je zdaj ob prvem pomočniku Darjanu Šuštarju Rok Hanžič, potem Jan Zibelnik, Miha Obrez, in to so najtesnejši sodelavci. Neke rezerve mogoče še imamo v tem medicinskem delu, kjer pa tudi, mislim, da smo se zdaj tudi dokončno dogovorili še z novo fizioterapevtko, tako da ob Džoletu, našemu ekonomu, tvorimo res dobro ekipo, ki skrbi za nivo dela, ki ga pričakujemo. Kako pa se ekipa počuti tik pred začetkom letošnje sezone, kako je za uigranostjo? Mislim, da za to fazo priprav oziroma pripravljenega obdobja, da smo zelo solidno moštveno urejeni. Normalno pa, tako kot sem že prej omenil, zdaj kriteriji, po katerih mi skautiramo naše igralce in druge ljudi v klub, so bolj vsebinski, bolj mogoče malo globlji, ne vedno zelo nogometni. Kaj hočem reči? Prvi nek filter je karakter, drugi zanesljivost, tretji želja po znanju. Šele potem ozka specializacija na svoje igralno mesto, na svoje delo v coaching staffu, če se lahko tako izrazim. Se pravi, igralci so v tem trenutku na zelo solidnem kondicijskem nivoju, prav tako moštvene taktike. Vemo pa, da mi velik poudarek dajemo bolj na individualno taktiko in v bistvu taktiko igralnih mest, kjer se bo to dnevno nadgrajevalo in dodajalo nekatere zahteve. Sedaj sta videla dva portreta branilcev, Luke Žinka in pa Jurija Španje. Kaj povedati o dveh novincih v obrambni vrsti? Moram reči, da smo zelo zadovoljni z izborom igralcev, oziroma s tem, kar nam je letos športni direktor zagotovil. Predvsem iz vidika kombinacije izkušenj in potencijala. Luka Žinko je prekaljen igralec, profesionalec, dolga leta igral v tujini. Nam bo sigurno dodal neko dimenzijo normalno izkušenj med igro, coachanja oziroma vodenja igralcev, uvajanja v nek profesionalizem. Ima pa izjemne kvalitete na večjih položajih, predvsem na srednjem branilcu in na vseh položajih v zvezni vrsti. Tako da bo zelo uporaben, ob njemu obkrožen bo z igralci, na katere največ računamo v nekem potencialu in upamo, da bo pomagal pri njihovem razvoju. Po drugi strani Jurij Španje je pa igralec, ki je že bil pri nas in premore neverjetne fizične predispozicije. Zdaj, pri njemu bo največji izziv, kako to realizirati, v bistvu to njegovo kakovost. Načeloma je levi zunanji branilec, lahko je pa tudi levi zgornji oziroma zunanji napadalec. In
Pri njemu je najbolj intrigantno to, kako res realizirati to njegovo neverjetno hitrost, skočnost, dobro levo nogo. In s tem se bomo ukvarjali, kar se tiče njega posamično. V ekipi AŠK Bravo je kar nekaj novincev pred novo sezono, zato si jih bomo pogledali po sklopih. Najprej portreta dveh novih branilcev. Luka Žinko, branilec Vezdi. Moja vloga je nekako podaljšana roka trenerja na igrišču in da vodim mlade igralce, da bomo vsi skupaj odigrali kar najboljšo sezono in se nadejamo dobremu uspehu. Kako je igrati s 15 ali morda še kakšno leto več soigralci, ki so torej 15 let ali več mlajši? To je nekaj novega za mene, se ne obadam, s tem je čisto v redu. Tako se še spočutam mlajšega. Ja, odigrati eno dobro sezono, narediti z Bravom ene dobre rezultate, pomagati mlajšim soigralcem, pač jih nekako pripraviti na ta, bom rekel, profesionalen nogomet in tudi se nekako že uveljaviti, v bistvu naučiti nekakšnega dela kot trener. Juri Španja, levi bočni branilec. Ja, sprejem je bil nedvomno lep. Počutim se spet doma. Moram reči, da mi je Bravo že kot otroku dal začetno znanje in se seveda z veseljem vračam. Z igro trenerja sem bil seznanjen že pred prihodom. Seveda so spet novi zadatki, nove naloge, vendar je to zame kot za igralca normalno, da se moram navaditi in sprejeti to, kar trener zahteva. Tako kot vsakemu igralcu, da igrati čim več tekem, čim več dobrih nastopov in na koncu probati osvojiti, kar se le da. Dejan, sedaj sva videla novince v zvezni vrsti. Kaj povedati o Palamarju in o Hušču? Palamar je igralec, ki bo nam, prepričan sem, dodal neko dimenzijo tega box-to-box zveznega igralca, ki lahko pokrije in osvoji veliko prostora z žogo ali brez. Je dober v duelu, zelo dobro levo nogo ima in upam, da bo uspel. On je bil tudi, je reprezentant letnika 99, upam, da bo uspel se najti v našem nogometu, ker v bistvu on je prišel zdaj, mislim, da je bil 2 ali 3 leta na Nizozemskem, kjer je imel neke druge zahteve in se zdaj še malo pri nas lovi. Ampak zelo dojemljiv je, kar se tiče taktike, tako da jaz mislim, da bo velik dodatek za ekipo. Marko Huč? Marko Huč je tudi zelo zanimiv igralec, prišel k nam iz Domžal, je pa tudi letnik 99. Pri njemu je najbolj zanimiva kakovost čutenja prostora, se pravi, zelo dobro se znajde v prostoru, lahko igra na vseh položajih v zvezni vrsti. Po drugi strani ga pa zelo vleče priključek v konico napada. To ima nekako naravno in to je velika kvaliteta za vezne igralce. Sedaj pa si bomo pogledali še 2 portreta igralcev iz zvezne vrste. Aleksander Palamar, vezni igralec. Se strinjam, da bo eden izmed izkušenejših igralcev v ekipi. Mislim, da sva v teh 3 tekmah pripravljalnih kar dobro sodelovala, tudi na treningih dobro sodelujeva. Menim, da je zelo umirjen igralec, zna umiriti tempo igre, tudi zelo agresiven. Tako da mislim, da se bom kar dosti naučil od takega igralca. Mislim, da je ekipa zelo dobra, imamo tako mlade kot stare igralce. Mladi se lahko kar dosti naučimo od izkušenejših igralcev, kot so na primer Luka Žinko in pa kapetan Džajić. Mislim, da je vzdušje super, vsak trening gremo 100% in mislim, da je to super. Kaj sedaj, ko pomisliš nazaj, si najbolj pogrešal na Nizozemskem?
Ja, mogoče mamino kuhinjo. Tako da, ja. Moja pričakovanja, če pogledam ekipo, mislim, moramo ostati skromni, ampak mislimo, da lahko naredimo kar dobre rezultate letos. Osebno pa mislim, da želim samo napredovati kot igralec in pa tudi kot osebnost. Marko Huč, vezni igralec. Meni je to vsekakor všeč. Tudi v Domžalah smo bili navajeni take igre, napadalne. Imeli smo tudi veliko golov, smo dajali in igra je temeljila na tem, tako da mi je to poznano in mi je pač izredno všeč. Ja, način dela. Drugače sem tudi veliko stvari že slišal pozitivnih od druge, ve se, kako se v Bravo to dela, da so treningi na nivoju prve lige oziroma še boljš in način treninga in delo na tem. Ja, mi se bomo kot prvo poskušali kot ekipa boriti za vrh, tudi uvrstitve, želimo si uvrstitve v prvo ligo. Kot osebno pa se sam želim razvijati naprej in želim storiti korak naprej v svoji karieri. Dejan, v napadu pa je največ novosti, največ sprememb. Imamo lepo število napadalcev in pa krilnih nogometašev. Če greva morda kar po vrsti, Luka Gajić je z nami oziroma z ekipo najdlje časa. Ja. Luka je zelo, mislim, že pol leta z nami, je treniral in je sprejel večino naših principov. Njegov potencial je večji, kakor ga v tem trenutku izkazuje. Moje mnenje je, da je on lahko odličen oziroma mogoče celo večjo kariero naredi na kakšnem drugem igralnem položaju. Ga bomo pa v to uvajali počasi in bomo videli, kako se bo na te stvari odzival. V vsakem primeru je pa zelo hiter, prodoren, močen napadalec, ki bo svojo priložnost iskal na večjih položajih, kar je dobro za njega, po drugi strani pa tudi za ekipo. Z Mustafom Nukićem smo gotovo pridobili na izkušnjah v napadu. Ja, on ima pa neko dimenzijo, ki se niti ne da natrenirati. No, to je nepredvidljivost v zadnji tretjini, v bistvu zelo dober dribling. Pri njemu je najbolj to, da je večdimenzionalen. Se pravi, on lahko igra s hrbtom proti nasprotnikovom golu, lahko uteka, je hiter, v bistvu ima velik spekter kakovosti. Dodal nam bo predvsem izkušnje in mislim, da realizacijo. Potem je tukaj še Matej Zemljak. Pred 2 sezonama je blestel v drugi slovenski nogometni ligi, na to pa kar močna oziroma huda poškodba. V kakšnem stanju je sedaj Matej? On je še v fazi rehabilitacije. Načeloma je že nekaj odigral, neko bazo je že naredil, kar se tiče treningov. Bo pa še trajalo, po moji oceni, mogoče kakšen mesec ali mesec in pol, da bo v nekem top stanju oziroma v tistem, vsaj fizično, v tistem stanju, kot je bil pred poškodbo. Zelo zanimiv igralec, nepredvidljiv, v bistvu zna dati gol, kar je spet velika kvaliteta, ki se nekako sistemsko ne da naučiti, lahko se samo pomaga. In on ima ta talent, na kateremu tudi gradimo oziroma imamo velike upe, da bo zabil dovolj golov. Še enega mladega nogometaša imamo v naši vrsti in sicer Anis Jašaragić. Anis je tudi produkt domžalske nogometne šole. Zelo zanimiv, načeloma je levi krilni napadalec in velika kvaliteta je znotraj 16-metrskega prostora, zelo dobro zaključuje. Zdaj pa naš izziv bo pa čim večkrat ga spraviti v ta položaj, oziroma ga naučiti, kdaj napadati globino, kdaj priti v medprostor in podobne zadeve, da bo čim večkrat lahko izrazil svojo kvaliteto. Imamo pa še enega kar preizkušenega igralca, to je Jetmir Tora. Kaj povedati o njemu? Kot sem dejal, smo letos po nekaterih kriterijih izbirali te nove igralce. Nismo pa želeli biti sterilni kot mogoče v prejšnjih letih. Se pravi, smo hoteli tudi nekaj dodatnega, nekaj več, kar se tiče kreativnosti. In Jetmir to ima. Se pravi, Jetmir ima
fantastično levo nogo, večinoma igra na položaju desnega krilnega napadalca. Dober prehod v zaključek, nevaren okrog 16-metrskega prostora in upamo, da ga bomo znali izkoristiti. Po drugi strani prihaja iz tretje lige, kjer verjetno nivoji treninga niso bili, oziroma tekem in treninga niso bili na tako visokem nivoju in se še malo prilagaja. Bo pa velik dodatek za nas, sem prepričan. No, sedaj pa si poglejmo še portrete novincev, ki bodo zaigrali v napadu. Luka Gajić, napadalec. Jaz sem bil ekstremno hvaležen in vesel za to ponujeno priložnost. In Bravo je bil eden redkih klubov, ki je bil pripravljen mi ponuditi to priložnost. Tako da to sezono bom probal res vse dati od sebe, da jim vrnem to to zaupanje. Jaz mislim, da je to super, zato ker vsi se borimo za isti cilj, vsi več zahtevamo od sebe, potem ko je ta konkurenca. In jaz mislim, da je to samo pozitivno. Cilji so sigurno visoki, zdaj težko je reči, kje smo, koliko smo dobri, ampak mislim, da če bo vsak dal tisto, kar je sposoben, se bo kmalu pokazalo, da spadamo vsaj v zgornji del lestvice. Matej Zemljak, napadalec. Pa na to gledam pozitivno. Vsekakor imel sem poškodbo lani, tako da prve lige nisem izkoristil popolnoma. Tako da to ni zame korak nazaj, kvečemu korak naprej. Probal se bom pripraviti, narediti vse, pomagati ekipi, da se ta ekipa uvrsti v prvo ligo in s tem posledično tudi jaz spet zaigram v prvi ligi. Ja, pač jaz to ne mešam. Zjutraj oddelam svojih 8 ur, potem prijem na trening in tle še probam dati vsaj 100% na treningu. In to je več ali manj to. Ne mešam te dveh stvareh skupaj, trudim se ločiti, tako da so to zame kot dve službe, tako da tako. Prvo, kar je zame, da se vrnem po poškodbi nazaj, da pridem vsaj v tisto formo, ki sem bil pred poškodbo. Drugo je po ekipi pomagati. Vem, da lani je bil Bravo na 6. mestu, če se ne motim. To mesto bo treba izboljšati, če ne pa celo ciljati na vrh. In to je cilj moj v tej ekipi letos. Mustafa Nukić, fantazista, golgeter. Tako je, meni se zdi to idealna kombinacija. Recimo malo starejših igralcev, ki lahko damo to, bom rekel, malo mirnost v zaključkih. Mladi igralci pa seveda z neko agresivnostjo in prodornostjo pa lahko kakšno višjih igralcev naredijo. Ja, sigurno so zbedljivke, ampak mislim, da ni nobenih zamer. Vsakdo v življenju rabi neke nove izzive, tako sem tudi jaz videl nov izziv v Ašika Bravo, tako da sem vesel, da sem se priključil ekipi. Jaz imam predvsem cilj, da čim več uživam v nogometu, pa da dosežemo čim več zmag. Sem Anisa Šeragić in igram napadalca. Jaz se počutim super, treningi so zelo v redu. Mislim, da je težje igrati z igralci, ki so starejši, ki imajo veliko izkušenj iz prve lige, iz tujine. Ampak mislim, da so tudi ti mladi igralci zelo dobri. Oni imajo tudi izkušenj, saj so igrali tudi v drugi ligi. Mislim, da je konkurenca zelo velika. Pa ni bilo nekih velikih sprememb, igra se isti nogomet, kakor v Domžalah. Prehod iz obrambe v napad, igra se, mislim, praktično podoben nogomet, kakor v Domžalah. Moji cilji so, da napredujem kot posameznik, največji cilj nam je pa, da smo v vrhu, kajti imamo zelo mlado ekipo, tudi par starejših, ki nam pomagajo in mislim, da smo zelo kvalitetni in tudi posamezni igralci so zelo dobri in upamo na najboljše. Jetmir Tora, napadalec.
Ja, mislim, da je to odlično za razvoj samega sebe, za razvoj ekipe, ker vsak, tudi če sediš na klopi, boš dal vse od sebe, da boš popravil to, da boš začel med prvih 11. Mislim, da je to samo ena pozitivna stvar, da nas je dosti. Mislim, da so priprave ena dobra stvar, ker v bistvu se tudi ekipa povezuje psihično, vse, tako da tudi treningi so odlični, dobro delamo, mislim, da je to dobra stvar. Mislim, da je dober občutek, no, ker ni slabega, če spoznaš veliko več ljudi, tudi na drugem delu konca. Čim manj poškodb, da se ekipa poveže, da odigramo tako znamo in mislim, da bo dobra stvar. Prav je seveda, da damo besedo tudi kapetanu članske ekipe AŠK Bravo. Poglejmo, kaj je takoj po pripravah v Kranjski Gori povedal kapetan Milan Džajić. Milan Džajić, smo na pripravah v Kranjski Gori oziroma na zaključku priprav pred sezono v drugi slovenski nogometni ligi. Kako se trenutno počuti ekipa oziroma kako potekajo priprave po tvojem mnenju? Ja, vzdušje je zaenkrat super. Tako se bo tudi nadaljevalo, brez kakršnih koli večjih težav in zdravstvenih in nasploh organizacije. Zaenkrat poteka vse super, tako da smo veseli, ker smo dobili priložnost, da smo lahko malo iz Ljubljane, da smo skupaj z ekipo, tako da delamo in se že veselimo prvenstva. Sami pogoji tukaj v Kranjski Gori, tako na zelenici, kot tudi vse ostale dejavnosti, ki pritičajo takšnim pripravam, so v redu? Ja, to je super. Mislim, da vse na zelo visokem nivoju, kot vidite sami, igrišča so fenomenalna in hotel in prehrana, vse nam je super omogočen, tako da res pohvalno. Kar precej novincev je v letošnji sezoni v ekipi. Kako so se po tvojem mnenju ujeli oziroma kako se sedaj, ko se počasi bliža koncu, ta pripravljalni del razumete oziroma ujamete na igrišču? Uigranost mislim, da zboljšujemo iz treninga v trening. Novinci so se, mislim, da super vklopili. Nekaj tudi starejših fantov je prišlo, tako da smo veseli, da smo vsakršno krepitve smo veseli in se že veselimo v prvenstvu. Samo vzdušje vidim, da je zelo prijetno, sproščeno, ampak ko se dela, se verjetno dela, ali kako? Ja, definitivno treningi so super, ko se dela, po treningu si najdemo tudi čas za sprostitev, tako da vse, kar spada pripravam, je vključeno tudi pri nas. Pomembno vlogo v ekipi AŠK Bravo ima seveda tudi športni direktor Dejan Močnik in poglejmo njegovo izjavo pred začetkom letošnje sezone. Ja, res je, da je bilo kar veliko dogajanja, nekaj odhodov, predvsem prvokategornika Kadriča in Zaletela v prvo ligo. Seveda želeli smo pač dodati neke fante, ki nam lahko prinesejo neko dodano vrednost, nekatere izkušenejše, ki lahko pomagajo tem mladim fantom pri samem razvoju. In pa seveda spet smo poizkušali dodati neke mlade, ki lahko prinesejo v nadaljevanju neko dodano vrednost in se razvijajo skozi našo člansko ekipo. V letošnji sezoni oddaje Bravo nogomet pa smo pripravili tudi novo rubriko. Poimenovali smo jo Posnami sam. In kot prvi se bo predstavil vratar ekipe AŠK Bravo, Jan Vošnjak. Prehod Senožeče je zaprt. Prehod Senožeče? Kaj zdaj?
V tem poletnem prestopnem roku letošnjega leta je bilo v pisarni NK Bravo zagotovo zelo živahno. Dejan Močnik, športni direktor, je bil zelo aktiven, ampak najverjetneje ni deloval sam. Ne, kot vsako stvar v klubu se tudi skautinga lotimo timsko. Dejan Močnik je opravil levi del tega, levi delež vsega tega dela. Je bil zelo obremenjen in po mojem mnenju tudi zelo uspešen. Stvar je v tem, da ni skautiral samo za člansko ekipo, ampak tudi za kadetsko, mladinsko in tudi niže, kar je ogromno dela, tako da ob tej priložnosti se mu tudi zahvaljujem. Kar se tiče igralcev, ki so odšli, bi rad povedal, da smo tudi tukaj bili pozorni na tiste preomenjene kriterije in eno od vodil je bilo tudi ambicioznost. Če hočemo imeti lačne, ambiciozne igralce, ki bodo hrepeneli po napredku, po vsakodnevnem delu in želeli vedno več. In v luči tega smo se tudi poslovili z nekaterimi igralci. Te novi, ki so prišli, so pa po našem mnenju nam bojo dodali izkušnje, ki jih mogoče v lanski sezoni nismo imeli dovolj in preprečili neka daljša rezultatska nihanja. Omenil si lansko sezono in seveda prav je, da pogledamo sedaj naprej. In sicer, kot smo omenili, že jutri nas čaka prva tekma v sezoni 2018-2019 proti ekipi Tabor iz Sežane. Pa me zanima, kakšni so cilji, kakšna so pričakovanja generalno gledano za celotno sezono. Za celotno sezono še ne znamo v bistvu vrednotiti popolnoma. Naše ekipe, še posebej pa ostalih ne. Po nekaterih napovedih in stvarih, ki smo jih lahko razbrali iz medijev, lahko vidimo, da bo približno 7, 8, 9 ekip v neki ožji skupini klubov, ki se bodo borili za vrh. Napovedovati ne moremo ničesar. Bomo videli po 5, 10 krogih bomo videli realnejšo sliko oziroma kje smo v potencialu sezone. Normalno, gremo pa pozitivno, tako kot zahtevamo od igralcev, vedno več zahtevamo tudi od sebe in mislim, da moramo narediti korak naprej. Štartamo iz 6. pozicije, kjer smo bili lani, to si v vsakem primeru želimo preseči. Dejan Grabič, hvala za tvoj čas in pa za tale pogovor, ki smo ga opravili v naši prvi oddaji Bravo nogomet v novi sezoni. Tebi in pa seveda ekipi Ašeka Bravo pa želim obilo, predvsem najprej zdravje, na to pa čim več zmag. Hvala, Srečko. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za vašo pozornost v prvi oddaji Bravo nogomet v novi sezoni. Ne pozabite pa, da je prva tekma v drugi slovenski nogometni ligi v soboto 4. avgusta, ko bo na ŠPL prišla ekipa nogometnega kluba Tabor iz Sežane. Vabljeni na stadion, za danes pa bodi dovolj in se vidimo prihodnjo sredo oziroma prihodnji teden, ko bo na vrsti nova oddaja Bravo nogomet. Nasvidenje!